Po vsej Sloveniji reke in njeni pritoki naraščajo. Reka Vipava je že danes poplavljala vzdolž celotnega toka. Sava se je razlila v zgornjem in srednjem toku, še vedno pa narašča. Tudi Soča je zelo visoka, čez dan je v spodnjem toku že poplavljena. Sava Bohinjka s pritoki se počasi umirja. Nevarno je tudi pri Krki in njenimi pritoki. Na območjih pogostih poplav so se razlili Ljubljanica in posamezni vodotoki na Notranjskem Krasu. Veliko nevarnost pa ponovno predstavlja Drava na Koroškem in Štajerskem, tudi v Malečniku. Domačini so danes s strahom opazovali Dravo, ki je na posameznih predelih že prestopila bregove. Spomin na zadnje poplave je še kako živ, prav tako tudi grenkoba zaradi tega, ker poplavljenci niso dobili odškodnine in povračila za nastalo škodo. Zdaj pa se obeta nova. Meteorologi sicer napovedujejo v prihodnjih dneh sneg, ki mu bo ob koncu prihodnjega tedna zopet sledil dež. Po noči se bo od severovzhoda začelo hladiti, tako da, ko se bodo spet začele pojavljati padavine, se bo meja sneženja počasi spuščala in se bo do jutra v večjem delu Slovenije spustila do nižin. Ponekod bo prehodno zapihal šibak severovzhodni veter, na Primorskem pa bo zapihala zjutraj šibka burja. Jutri bo po vsej Sloveniji sprva oblačno s padavinami, torej bo v glavnem rahlo snežilo, čez dan pa bodo padavine postopoma ponehale. V četrtek pričakujemo nekaj dežja, predvsem v zahodni Sloveniji, medtem ko v severovzhodnih krajih bo suho vreme, zapihal bo znova jugozahodni veter, ki pa ne bo tako močan, kot je bil ponoči ali pa včeraj. V petek pa po vsej državi pričakujemo oblačno in deževno vreme, več dežja bo sicer v zahodnih krajih, pa tudi na vzhodu bo padlo nekaj dežja, še vedno bo vetrovno, predvsem v višjih legah, kjer bo pihal jugozahodni veter. Kot kaže danes, naj bi se potem v noči na soboto znova ohladilo in tako bi se meja sneženja do sobote zjutraj ponekod spustila do nižin. Padavine pa bodo ponehale najpozneje v soboto dopoldne, potem pa, kot kaže, bo pred nami nekaj suhih dni, vsaj tja do sredine prihodnjega tedna, torej od nedelje do sredine prihodnjega tedna, pa nekaj sonca, nekaj oblačnosti in suho vreme. Začela se bo pojavljati megla po nižinah. Zaradi napovedanega novo zapadlega snega in odjuge se v gorah lahko ponovi scenarij tega tedna. Obeta se namreč velika nevarnost snežnih plazov.